Lepo zdrav, zame Silvija iz skupinice Tree of Life. Glede na to, kaj imam danes v roki, verjetno že veste, o čem bo govoril naš današnji video. Govorili bomo o izvleku menstrualne skodelice iz nožnice. Največ težav se pojavlja pri ženskah, ki imajo zelo visok maternični vrat, kar pomeni, da ukolikor vstavijo v nožnico, če si predstavljamo, da je to nožnica, ukolikor vstavijo prst v nožnico, ne zatipajo materničnega vratu. To se pravi zelo visok maternični vrat. Vendar ni potrebna nobena panika, namreč naša nožnica ni luknja brez dna in menstrualna skodelica, ukolikor smo jo vstavili, je še vedno tam, le priti moramo do nje. To takrat storimo tako, da počepnemo. To je prvi izmed načinov, ki zelo pomaga, namreč skrajšati nožnico toliko, da lahko zatipate pecelček. Seveda pritisnete z mišicami vaginalnimi, oziroma tako, da bi šle roditi ali pa da bi šle na veliko potrebo navzdol in poskušate zatipati tale pecelček. Če se seveda to ne bi zgodilo, lahko z žlico, ki jo predhodno sterilizirate v vroči vodi, obrnete okrog in z konico žlice greste v nožnico, probate zatipati menstrualno skodelico in tam označite. Tako vidite, koliko približno visoko je vaša menstrualna skodelica. Žlico obrnete z zajemalko naprej, vstavite v nožnico in ob menstrualni skodelici vstavite žlico in jo rahlo potisnete navzdol. Potem jo nastavite še v spodnjem delu in jo porinete še na spodnjem delu navzdol, in ko že lahko zatipate menstrualno skodelico, ki se je pri tem v bistvu znižala oziroma spustila, pa lahko zatipate pecelček in se po telih oprijemalkah sprehodite do menstrualne skodelice. Zakaj menstrualno skodelico ne vlečemo samo navzdol? Zaradi tega, ker potem seboj lahko vlečemo tudi maternični vrat. Zdaj tale prst v notranjosti steklenice je maternični vrat in če to spuščamo, se spušča tudi maternični vrat. Pri tem seveda lahko so prisotne bolečine in zato vedno popustimo vakuum, ko izvlečemo menstrualno skodelico. Ne izvlečemo cele tudi zato, ker v temle delu, ko imamo nožnično odprtino, je poleg tudi sečnica in z robom menstrualne skodelice udarimo po sečnici, kar je pa zelo boleče. Zato menstrualno skodelico vedno guncamo, ko jo izvlečemo iz nožnico, in sicer takole na ta način, potem popuščamo vakuum zgoraj in spodaj. Ko pa pridemo do nožnične odprtine, vstavimo palec, namreč menstrualno skodelico boste držali takole, ker imate roko tako obrnjeno na stranišču, boste s palcem stisnili menstrualno skodelico v zgornjem robu, ustvarili takle C, tako se ga najbolj vidi, ne čist zapreta, tako kot ste vstavljali, ampak samo rahlo upognete in jo z guncanjem izvlečete iz nožnice. Zakaj? Ravno zato, da varujemo sečnico in pri tem menstrualna skodelica ne bo udarila ob sečnico. Ko pridete do odprtine, menstrualno skodelico izvlečete in izpraznite v straniščno školjko. Načeloma ženske nimajo težav z menstrualnimi skodelicami in njihovim izvlekom. Večina menstrualnih skodelic ima dobre oprijemalke na samem spodnjem delu menstrualne skodelice in pa na pecelčku. Pecelčki so raztegljivi, pa vendar ne toliko, da bi samo pecelček raztegovali, menstrualna skodelica bi pa ostajala na mestu, ampak običajno, ko povlečemo za pecelček, se tudi menstrualna skodelica pomika malce nižje. Okolikor pride do težav z izvlekom menstrualne skodelice, je pomembno, da se sprostimo, počepnemo, potisnemo, naredimo malce pauze, pa spet počepnemo, stisnemo in menstrualna skodelica se počasi spušča. Bri pa priporoča sistem z žlico, ki sem ga prej omenila. Kljub temu, da imam zelo visok maternični vrat, še nisem rabila poslušati tega načina, vem pa, da obstaja, zato se mi je zdelo pomembno, da vam ga tudi predstavim. To je za enkrat o izvleku menstrualne skodelice to. Če ponovimo na kratko postopke, to se pravi, najprej
poiščemo pecelček, ukolikor ga niste odrezali, primemo za pecelček, se sprehodimo po pecelčku do korena menstrualne skodelice, kjer so oprijemalke, primemo v spodnjem delu, rahlo stisnemo, menstrualno skodelico poguncamo nižje, ustavimo palec, z ostalim prsti si pomagate, malce stisnete, da oblikujemo črko C in z guncanjem izvlečemo iz nožnice ter izpraznimo v stranišče. Zelo pomemben nasvet za vse tiste, ki imate težave z izvlekom menstrualne skodelice iz nožnice, je, da po umivanju rok vzamete papirček in s prstoma, ki jo boste uporabili za izvlek menstrualne skodelice, potapkate po papirju, da se prsta zelo dobro osušita. Potem prsta stisnemo skupaj in stisnjena skupaj vstavimo v nožnico, kjer potem zatipamo pecelček in tam vstavimo med prsta. Teta prsta ostaneta po blazinicah suha, zato ne pride do tega, da bi nam v tem delu drselo. Ženske, ki ne marajo, da se nekaj krvi, ki ostane po nožnici, odtiska na spodnje hlačke preko pecelčka, to naredijo tudi z menstrualno skodelico. Ko jo vstavijo, obrišejo spodnji del pecelčka, nožnično odprtino in pri tem je potem tudi, ker je spodnji del skodelice dokaj suh, lažje pri izvleku menstrualne skodelice same. To so bili kratki nasveti za izvlek menstrualne skodelice. Vkolikor imate še kakšno vprašanje, kot sem omenila, se lahko oglasite pod objavo v skupini Tree of Life na zasebno sporočilo ali pod opisom videa. Zaenkrat je to, več pa naslednji ponedeljek. Nasvidenje!